Pred 3 leti smo v bistvu dobili idejo, da želimo v slovenskem prostoru narediti popolno spremembo in pripeljati najboljše raziskovalce in pa uspešno prakso iz tujine v Slovenijo in oživeti gozdno-lesni sektor, ki na žalost je v zadnjih letih kar upadal in zmanjševal število zaposlenih, kot tudi v bistvu svoj inovacijski potencial. In tako smo se povezali s Fraunhofer inštitutom in svojo idejo nadgradili. Želeli smo si, da dobimo priložnost, da v bistvu naredimo popolnoma preobrazbo slovenskega gozdno-lesnega sektorja. Izkazalo se je, da Evropa v bistvu ima enako razmišljanje kot mi. Istočasno se je v bistvu prikazala priložnost po tako imenovanih teaming projektih in poklicali smo, potrkali na vrata Fraunhoferju in ga povabili k nam in mu razložili, kakšna je situacija v slovenskem prostoru. In se kar nekako malo, mogoče tudi celo naivno spustili v zelo veliko zgodbo, vendar smo verjeli od samega začetka. Povabili smo zraven tudi druge slovenske inštitute, ker se zavedamo, da če želimo v kateremkoli sektorju, če pa govorimo o gozdno-lesnem sektorju, pa sploh moramo pristopiti k samemu razvoju interdisciplinarno, tako da ni dovolj, da lesar poskuša rešiti lesno verigo, ampak potrebni so strokovnjaki tudi iz zdravstva, tudi iz gradbeništva, papirništva, kulturne dediščine in še bi lahko naštevali. Tako smo prišli pod skupno hišo in dejansko pripravili konkurenčni projekt. Danes smo zelo veseli, da nam je uspelo, da smo uspeli prepričati Evropsko komisijo in brez dvoma moramo izpostaviti, da nekaj takega lahko narediš, ko imaš željo, ko imaš ambicijo, potrebuješ okolje, ki ti to omogoča. In Univerza na Primorskem je tisto okolje, ki nam je to omogočilo, ki je verjelo v nas, ki nas je podpiralo na vsakem koraku. Ni bilo vedno lahko. Veliko smo se borili, veliko neprespanih noči je bilo tudi v timu, ampak ko ti vodstvo univerze nudi vso podporo, ki ti odpre vrata, skozi katera sam ne bi uspel, takrat lahko v bistvu prideš do uspeha. Zato v bistvu prva zahvala gre Univerzi na Primorskem, ki je v nas verjela, ki nas je spodbujala, ki nam je v bistvu stala ob strani na vseh korakih in brez dvoma je to samo dokaz, da v bistvu, če nekdo želi in ko pristopi k reševanju problema ali pa k reševanju izziva skupaj, lahko tudi uspe. Tako da jaz verjamem, da bo po 5 letih delovanja Centra odličnosti tudi slovensko gospodarstvo imelo ogromno rast, da dodana vrednost na zaposlenega se bo dvignila, da gozdno-lesna veriga ne bo več prekinjena, da bomo prišli do točke, ko bo v Sloveniji v bistvu premalo lesa in ga bomo začeli uvažati, da bomo lahko v bistvu kreirali vso dodano vrednost na lesu.